Lepo pozdravljeni prijatelji pred malimi ekrani. Morda bi pričel z tole mislijo. Veliko je poklicanih, a malo izvoljenih. V današnji oddaji bomo govorili o zakonu. Z nami je pater Lojze iz župnije Dravlje v Ljubljani. Bog daj in dobrodošli v naši domači oddaji Pot poti. Pater Lojze, prosim, če se našim gledalcem oddaje Pot poti na kratko predstavite, oziroma nekateri vas že poznajo, ampak jaz živim tukaj v skupnosti Dravlje, drugače spadam v jezuitski red, ki je bil ustanovljen 27. septembra 1540, je papež potrdil pravila naše družbe in s tem se je začelo delo ustanovitelja svetega Ignacija Lojolskega. V Sloveniji imamo eno župnijo v Mariboru, Sveta Magdalena, in pa kapela srca Jezusovega ob železnici. V Ljubljani pa je cerkev svetega Jožefa z domom, tudi dom duhovnih vaj, potem župnija Sveti Jakob v centru mesta in pa na novo ustanovljena župnija Dravlje. Velika, imamo več kot 20.000 prebivalcev. Za novo moderno cerkvijo, posvečeno Kristusovemu učlovečenju. Kristus je postal človek zato, da bi bili mi bolj ljudje. Mlada, lahko rečemo živa župnija, kjer delujejo trije duhovniki, župnik je pater Bratina in pa dva kaplana, Franček in pa Miran. morda se dotaknemo kar prve teme. Zakaj nam pravzaprav služijo sakramenti? Mi smo v letu družine. Papež je posvetil to leto družini, tej osnovni celici krščanskega življenja in posebej še poudarek zakramentu svetega zakona. Zakramenti so darovi Jezusovega srca in tukaj bi rekel takoj na začetku, da je včasih zelo težko razumeti, ker tudi kristjani jemljemo zakramente kot breme. Moramo otroka krstiti, mora k zakramentom prva spoved, prvo obhajilo. Težave so z birmo, morda včasih tudi starši težko sprejmejo resno pripravo na sveto birmo. In pa, kar se tiče pa zakramenta svetega zakona, je pa velika bridkost, da je tudi v naš narod prišla ta bolezen izven zakonske skupnosti. Da veliko mladih ljudi živi skupaj necivilno, necerkveno poročenih. In zato tudi v tem letu se veliko govori o tem, da je zakrament dar, ki ga ni nihče od nas zaslužil. In zakramenti so pa ta otipljiva znamenja Kristusa, ki nam jih daje po cerkvi za rast našega duhovnega življenja. Posebej, če se dotaknemo zakramenta svetega zakona, sam imam pripravo že 30 let, pripravo na zakon. Trenutno teče skupina 50 parov od ponedeljka do petka in sinoči sem jim razlagal, da zakaj so mladi prikrajšani, če dva, ki sta bila v veri poučena, živita skupaj neporočena, živita v težkem grehu. Mlademu človeku je danes to težko razumeti, ker smo tudi ta občutek za greh izgubili. Ampak poskušam spregovoriti pozitivno
da so prikrajšani za milost, ki jo ta zakrament podeljuje novoporočencema, in da je tu velika razlika, ali nekdo živi v posvečenem življenju, ali pa nekdo živi v grehu. In ko prebiramo ankete, ki jih napišejo v zaključku teh 5 večerov, bi lahko rekel, da je več kot 90% pozitivnih odmevov. Ker poskušam prikazati, da je življenje moža in žene, če je posvečeno zakramentom svetega zakona, katerega si ona dva sama podelita, duhovnik je samo priča, da je praktično njuno vse življenje posvečeno. In tudi druge oblike priprave na zakon so, v Sloveniji dobro poznana priprava, tako imenovana šola za zakon, vikend tečaj, potem gospod Gostečnik se tudi veliko ukvarja, to je pravi blagoslov za slovenski narod, tudi s pripravo na zakon. Potem pa imamo še druge oblike pomoč zakoncem, svetovanja, pogovore in pa lepa oblika v cerkvi pomoči zakoncem je tako imenovane duhovne vaje za zakonce. Več duhovnikov se tem ukvarja, od naših patrov pater Vider, pater Beno, sam pa imam vsaj 4-5 tečajev v Avstriji, v domu duhovnih vaj v Tinjah, kjer smo zelo prijazno sprejeti, zelo gostoljubnica in udeleženci teh duhovnih vaj se zelo dobro počutijo tam. Gospod Kopajnik je duša tega doma in tudi nam, Slovencem, gre še posebej na roko. In kako izgledajo take duhovne vaje? Dobimo se v petek popoldne do nedelje opoldne in razmišljamo, vsako leto damo nek poudarek vsem tem skupinam, rast v zvestobi ali ljubezni. In te duhovne vaje se dotikajo predvsem problematike zakona in pa družine, vere, zakramentalnega življenja, njunega medsebojnega pogovora, ker glavni namen teh duhovnih vaj je, da sta zakonca sama, da zmenjata svoje misli, se pogovarjata, načrtujete za prihodnje leto. In veliko teh zakoncev prihaja, ki so drugače vključeni v tako imenovane zakonske skupine, ki so tudi velik blagoslov zakoncem in pa družinam. V Avstriji je z otroki malo težje, imamo pa duhovne vaje tudi v oazi miru, v nekdanjem hotelu Kompas na Ljubelju, ki je tudi zelo primeren, tudi zelo gostoljubni so, dobro postrežejo. In mesec nazaj smo imeli 15 parov in pa 40 otrok. In je za vse lepo poskrbljeno, varuhi otrok. In zakonci tam napolnijo svoje baterije za to leto, ki je pred njimi. In je kar veliko poročenih, ki se vsako leto vračajo. Lani je šlo skozi moje skupine kakšnih 125 parov. Hvala Bogu, da zakonci začutijo, da tista 2 ali pa imamo tudi 3 dnevne, da ta čas se obrestuje, da se splača vlagati v zakon in pa družino. Tam je tudi možnost pogovora, možnost izpovedi, posebej lepo so oblikovane maše, skupaj molimo hvalnice, večernice. Višek pa je večkrat sobota zvečer, pričevanje. Ko vzamemo eno vprašanje in vsak, kdor želi, spregovori o tem, kaj recimo on doživlja. Letos vodimo misel v tem večernem pogovoru, kaj me je v življenju najbolj prizadelo in kako sem premagal to, da ne nosim v srcu nekih zamer.
In v eni skupini v Tinjah nas je bilo 50, po tem večernem pogovoru je teh 50 ljudi šlo v kapelo častiti Najsvetejše in spat brez besede. Človek občuduje, kako zakonci vzamejo to zares in koliko je takšen pogovor o osebnih stvarih, marsikomu morda malo težak, pa marsikdo reče, da so bili najlepši trenutki v teh dneh naših duhovnih vaj. Rad bi dodal k temu, da oddajo, se pravi, da smo obiskali, oddajo Pot poti tudi Tinje, tudi Oazo miru, in tam se sta in v Tinjah in v Oazi miru zelo lepa kapela, ki se da lepo v miru omeniti, tudi narava je in v Avstriji tukaj zelo krasna, ne? Ja. Da bi pa nadaljevala, pravzaprav bi bilo tudi prav povedati, kaj pravzaprav bi naj bila družina. V tem času te sodobne družbe je vse nekako na prepihu. Poglejte, mi živimo v času, ko duhovne vrednote umirajo. Slovenski narod v blagostanju raste, tega ne more nihče zanikati. Hudo pa je, ko se pojavlja revščina, duhovna revščina, ki je veliko hujša od materialne revščine. In mar se cel zahodni svet vse premalo zaveda, da samo z delom, garanjem našim družinam se ne piše dobro. Leta 1968 je v Sloveniji propadel vsak 5. zakon, zdaj propade vsak 3. v gotovih pokrajinah, celo vsak 2. Srečem mladim v pripravi, naj nimajo nobenega strahu poročiti se, ker zakon je lep toliko, kolikor 2 vložita. Če bi se vsak zakonec 5-krat na dan vprašal, kaj jaz lahko storim, ne kaj mora moj partner, potem bi bil zakon družina lep. Kaj je zakon družina? Skupnost ljubezni moža, žene in pa, če Bog podari otroke, tudi otrok. In tudi 2 zakonca največ lahko naredita za zakon in za družino, če postavita Boga na prvo mesto in poskušata po njegovih zapovedih živeti. Človek se pa včasih vpraša, zakaj 2 gresta po 2-3 letih narazen, morda nista nikoli razumela, kaj ljubezen je. Ni ljubezen prvo, da sem ljubljen, ampak ali sem sposoben ljubiti. Čeprav je v dvorani morda veliko izobražencev, pa jim rečem, da si upam reči, da je priprava na zakon se jo da izraziti v 2 besedah, 2 stavkih. Zaročenke dekle, zaročenci pa hlapci. Pa se noben ne posmehne. Marija je rekla, da je dekla sem Gospodova, zajel se je pa zapisal Pavel, podobo hlapca je vzel nase. Vendar je danes človeku težko služiti. Pa ne v tistem pojmovanju hlapca ali dekle, morda bi kdo rekel ponižujočem, ampak je v spravi večji je tisti, ki streže, kot pa tisti, ki je pri mizi. Kdor pa to razume, pa jaz lahko rečem, da občudujem danes mlade zakonce, oba težke službe in imajo pogum dati 3, 4 ali 5 otrokom življenje. Tako me je pred kratkim razlagal mlad mož, podjetje imajo, ko so dobili 5. otroka, pa je rekel, kako doživljam lepoto očetovstva. Njegova žena mi pa je rekla, enkrat na 4 oči, najin zakon je vsak dan lepši. In tudi prosim mlade ljudi ali pa v kakšne predavanje za zakonce, ne jamrajmo. Slovenski narod je hudo, da sredstva javnega obveščanja, časopisje, televizije, radio, se ne bo zaustavlja ob negativnih stvarih. Ko je pa toliko lepega, toliko še lepih družin, ali pa je se srečuje z mladino, koliko še deklic, fantov je še, ki imajo v srcu neko bogatstvo in to so dobili v družini. Največ, da se je oče pa mati posredovala te vrednote, duhovne vrednote, ki življenje delajo lepo. Potem se tudi lahko vprašam, lahko danes živimo po veri?
Jaz vam celo eno predavanje, ali je možno v zakonu in družini danes živeti po veri. Je možno. In v Sloveniji je še veliko lepih zakonov, lepih družin, tudi duhovne vaje, zakonske skupine, predavanja in pa sakramentalno življenje pomaga tem ljudem, ki živijo v svetu liberalnega duha, razvrednotenih teh krščanskih vrednot, ki so priče, da je to možno. Jaz opažam si se sledeče, naprimer, da če pogledamo slovenski medijski prostor, je zelo malo takšnih duhovnih oddaj in tudi ta pristop Slovenci, naprimer, ko sem imel oddaje v tujini, naprimer otroci šli po učiteljicah mimo cerkve, so se pokrižali, so šli noč, so pomolili, so postali ob križu in tak naprej. To sicer jaz v teh oddajah poskušam vnesti, ampak kot da nekaj novega razlagam, ampak mislim, da ta stvar že bi morala biti v nas samih, ne? Veste, to je škoda. Jaz mislim, da nam Slovence manjka ene zdrave samozavesti. In škoda, da nam manjka tudi ta zdravi ponos. Veren sem, srečen sem ob tem, to bogati moje življenje, ker vera je tisto bogatstvo. Jaz pravi, prišel sem, da bi imeli življenje in to življenje v polnosti. In kdor vzame te vrednote in poskuša po njih živeti, je gotovo srečnejši od tistega, ki teh vrednot nima. Živimo po svetu, ker je veliko ljudi, ki teh vrednot nimajo, pa se trudijo, so po srcu dobri, je pa škoda, da njihovo življenje ni obogateno s temi darovi, ki nam jih prinaša Bog in tudi cerkev. Če vzamete, mediji vsak dan iščejo neke napake o cerkvi. Ti nesrečni gozdovi. Slovenska cerkev, je rekel pravosodni minister Šturm, ima 1,8%, ne omembe vredno. Stalno ponavljanje. Jaz ga tudi po Sloveniji, po župnijah, pa lahko rečem, da je v Sloveniji še veliko duhovnikov, ki skromno živijo, ki se trudijo, ki imajo veliko število ur verouka, ki se ukvarjajo z mladostniki, pubertetniki v pripravi na birmo, v skupinah in lahko bi rekel, da naredijo veliko dobrega. Ampak to pozitivno je redko prikazano ali pa nikoli. Jaz v cerkvi o politiki ne govorim nikoli. Takoj dobiš dve strani ljudi, pokličem pa na kakšen časopis. Poklical sem časopis Delo, ko je bila čudovita predstava v Cankarjevem domu, škofilci, dijaki vseh treh škofijskih gimnazij, so pripravili čudovit koncert. Neko mašo so predvajali, kjer je bil notri premier, ministri, nunci, škofje in Delo ni prineslo ene vrstice o tem. In ko sem poklical na Delo v ponedeljek, so rekli, ja, to mi snimamo zvečer, počakam torka, drugi dan nič, pokličem še enkrat to, gospod, vaša izjava včeraj je bila lažna, vi ob 5 ne tiskate. Predstava je bila pa od 5 do pol 7, kjer je skoraj 300 mladih uro pa pol stalo in s takim navdušenjem prepevalo. Jaz sem jo vprašal, gospa, kaj če bi vaš sin, ki bi rekel, mami, a mi nismo zaslužili nekaj vrstic? Ob tolikem trudu je pa toliko neumnosti. Kaj mene zanima neko potsdamsko gledališče? Tukaj pa v srcu slovenskega naroda tako kvalitetna prireditev in drugi dan ni bilo ali pa naslednji ene vrstice. Veliko ste na poti, se da tudi takrat moliti? Seveda, jaz veliko krat molim, imam roženec, prstan in ko sem vojake pripravljal na duhovnih vajah za vojsko, smo imeli z vojaki
duhovne vaje, prej so šli k vojakom, nič nas ne sme presenetiti, in ko so nazaj prišli še pomnite tovariši, sem vsakemu, ki je želel, dal prsten, in ko se je vrnil, je bil ta prsten čisto tenak. Kdo ve, koliko tisočkrat ga je obrnil, in tako tudi sam. V avtu velikokrat Monika še del rožnega venca, če je pot daljša še več, kako mi pot hitro mine, pa prosim blagoslova svojemu delu, pa za ljudi, ki jih srečujem kot duhovnik. To se pravi, molitev vas lahko tudi povezuje, bogati. Kaj bi pravzaprav svetovali mladim družinam? Verjetno je molitev tista, ki lahko poveže moža, ženo, otroke, stare starše in tudi prijatelje in tudi sodelavce. Poglejte, molitev je pogovor z Bogom. In kakšna prednost je to, kdor zna moliti, ko je izrazil svoje veselje v teh lepih mesecih, ko vse Božje stvarstvo se kaže v svoji lepoti. Saj ni samo rožni venec, je lahko preprosta molitev. Ko si na polju, ko si v avtu, ko greš na sprehod, lahko Boga občuduješ, hvališ, slaviš, častiš, molitev pomirja. Jaz sem prepričan, da bi bilo veliko družin ali pa ljudi veliko bolj mirnih, če bi si vsak dan vzeli vsaj nekaj trenutkov časa za molitev. Družine pri obrokih, zvečer kratko molitev. Jaz mislim, da ko mi k Bogu pridemo, da bo težko reči, da nismo imeli časa, ker to je laž. Nekaj minut pri obrokih, zvečer, v šolo gredo, starši, vrtec, zakaj ne bi na poti v avtu pomolili? Zakaj ne bi zvečer zaključili dneva? Tukaj se ne vprašanje časa, vprašanje oblike molitve, tukaj je vprašanje naše ljubezni do Boga. In ker ne molimo, naša vera peša, ker pa naša vera peša, izgubljamo smisel za molitev. Kot v zakonu, ko se mož in žena, starši in otroci, ali pa stari starši, pa otroci, pa vnuki, ne pogovarjajo več, takrat odnosi postanejo hladni ali pa včasih celo nečloveški. To je res. Je pa verjetno tudi sveta maša, evharistični Jezus, zelo pomemben v življenju kristjana. Lahko bi rekli, to je višek, to je najlepša oblika češčenja Boga in pa našega srečanja. Ne? Ker kaj so zakramenti? Zakramenti so darovi, v katerih se mi srečujemo z živim Bogom. In če vzamemo teden na 168 ur, eno damo Bogu. So pa družine, ki tudi v delavnik prihajajo. Poznam družino, kjer so se dogovorili, da v poleg nedelje šel še kdo med tednom k maši. Zdaj lahko rečemo mesec maj, so lepo obiskane šmarnice, otroci prihajajo, starši, zdaj so zakramenti birme, 9-dnevnice, prva obhajila, 3 dnevnice pred prvimi obhajili. Kako je lepo, ko morda vsa družina spremlja birmanca, prva obhajanca, pa pride še kakšen delavnik k maši. Zakaj? Duhovnosti se vsiliti ne da, duhovnost se da samo doživeti. Otrok ne razume maše. Jaz sem en dan rekel, Evharistija obhajila noben človek v polnosti ne razume. Da je Bog postal in postaja kruh, da ga lahko uživamo in častimo, da se pa to doživeti. Če otrok vidi očeta, mater, da to cenita, da morda zelo utrujena si vzameta čas, nedelja, še kakšen dan v tednu, to je za otroke največji blagoslov. Kaj mislite, kaj bi se dalo narediti, da bi otroci, ki prejmejo zakrament birme, da bi potem ostali v cerkvi? Večina jih odhaja. To je bolečina in večkrat rečemo, da so skupine birmancev, danes grem na Primorsko in poskušam približati to, da je Birma začetek tvojega resnega poglabljanja v duhovno življenje. Morda tretjina odpade, pa bi skoraj si upal reči, da so to fanti pa dekleta, ki v srcu niso slabi,
ko pride do osebnega pogovora, ampak da mi odrasli doma premalo podpremo. Prepričan pa sem, da kjer oče pa mati sta vzgajala ne zdaj samo tisto leto, ko je pripravljena na birmo, ampak da je otrok že prej doživljal, da oče pa mama te vrednote živita, bo tudi pubertetnik, deklica pa morda za kakšno leto se malo oddaljil, vrnil se bo, ker bo začutil, kaj to pomeni očetu in pa materi. Nikoli pa nobena beseda kateheta, duhovnika, predvsem pa staršev ni zastonj. Je pa to doba odraščanja, ko mora otrok zapustiti otročjo vero, nima pa še vere odraslega človeka. Morda bi še na koncu povabila naše gledalce, kako pravzaprav lahko stopijo v stik z vami, oziroma kjer vas lahko najdejo. Vsi tisti, kateri želite pravzaprav videti dom v Tinjah ali oazo miru v Podljubelju, je tudi na spletni strani www.zivilko.com in potem najdete povezavo na desni strani audio in video NKC in tudi tale oddaja bo gori. Poglejte, ti domovi so v družini, oglašajo duhovne vaje, pa so poleg tega še na Miranskem gradu, Stična, potem Kančevci, pa še drugi domovi, hvala Bogu, v Sloveniji te ponudbe veliko, tudi škofijski duhovniki, da se tam ukvarjajo, ali povabijo zakonske skupine iz župnije, da grejo skupaj na duhovne vaje. Drugače pa, tam boste našli vedno naslov ali pa številko mobitela iz teh ustanov, ki nudijo to gostoljubje. Lahko pa tudi kdo direktno pokliče 031 755 945. Zdaj da gremo za 30. maj, pa do 1. junija gremo spet v Tinje in pa od 6. do 8. spet v oazo miru na Ljubelj. Skozi celo leto se pa v Sloveniji je velika ponudba, je velikokrat dana možnost, ampak nekaterim se je težko odločiti, ker imajo tudi ta strah, da se tam samo moli. Pa rečem, poskusite. Ali pa kako lepa praksa je, če nekdo hoče enemu paru za obletnico, srebrno poroko ali pa za mlado poročencema kakšen dar, jim jaz rečem, prijavite jih nekam na duhovne vaje, poravnajte stroške in kako bodo ti srečni, ko bodo to prvič doživeli. To ste zelo lepo povedali, morda še kakšno misel na konec oziroma na svet vsem tistim, ki nas gledajo oziroma tudi poslušajo. Krščanstvo ni oblazilno pohištvo. Krščanstvo je tudi zahtevno. Jaz si upam, tudi meni kot duhovniku ni lahko vedno tako živeti, kot Bog od mene pričakuje, je pa osrečujoče in kdor resno vzame, bo njegovo življenje lahko veliko lepše in bogatejše. Omenil sem že v tem srečanju, da je v Sloveniji še veliko lepih družin, lepih zakonov, ki živijo iz tega bogatstva, ki nam ga Cerkev podeljuje po zakramentih, po molitvi, po predavanjih, po duhovnih vajah. In zato moramo biti Bogu in pa tudi Cerkvi iz srca hvaležni. Ste zelo lepo povedali, Bog daj, da bi iz tega tudi teh bogatih družin zrasli tudi še kakšni novi duhovni poklici. Zahvaljujem se vam iz srca za vaš dragoceni čas, gospod pater Lojze, in vam želimo obilo Božjega blagoslova na vaših poteh in tudi vsem tistim, katerim se boste srečevali. Vam, spoštovani gledalci, pa želim še naprej sprejem in vse dobro in ob zvonjenju z Župnijske cerkve v Dravljah. Lepo se imejte in nasvidenje.